Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, vsi zbrani, lepo pozdravljeni na današnji slovesnosti, na kateri bomo podpisali pogodbo za nakup letal za gašenje iz zraka. Lanski požar na Krasu je še enkrat pokazal in dokazal, kako zelo je pri gašenju velikih in nedostopnih površin pomembna podpora iz zraka. Projekt vzpostavitve namenske zmogljivosti za podporo gašenja iz zraka je bil pripravljen takoj po lanskih požarih, že sredi septembra. Po današnjem podpisu pogodbe pa bosta prvi dve letali v Sloveniji že letos, pred poletjem. V letu 2024 pa je predvideno, da bo zagotovljeno popolno delovanje podpore gašenju iz zraka s 4 namenskimi letali v Upravi za zaščito in reševanje. In k podpisu pogodbe za izgradnjo zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka, nakup manjših letal, vabim ministra za obrambo Marjana Šarca, vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina in izvršnega direktorja podjetja Air Tractor Europe Rafaela Selmo Beltrana. Takole ministra za obrambo Marjana Šarca pa vabim še k kratki izjavi, potem pa bo na voljo tudi za vprašanja povezana s temo. Lepo pozdravljeni na današnjem slovesnem dogodku. Danes je dan, ki smo ga čakali že od lanskega leta, ko smo doživeli največji požar v zgodovini Republike Slovenije, največji požar v naravnem okolju. In že takrat je padla odločitev, da Slovenija potrebuje poleg ostalih zmogljivosti, ki jih ima za področje zaščite in reševanja, da potrebuje tudi namenska letala za gašenje iz zraka. In takoj smo šli v akcijo, takoj smo začeli pripravljati dokumentacijo in seveda plod vsega skupaj je ta današnji slovesni podpis pogodbe,
ki bo omogočil začetek novega ciklusa v boju proti naravnim katastrofam. To pomeni začetek nove dobe. Z današnjim dnem začnemo postavljati nov sistem, ki ga doslej še nismo imeli. In vzpostaviti moramo sistem, ki bo omogočil predvsem preprečevanje tako velikih razsežnosti požarov. Letala bodo namenjena izvidovanju, pravočasnemu odkrivanju in pravočasnemu zatrtju požara. Če primerjam, kot v ostalih požarih, bo to letalo imelo vlogo, kot jo ima gasilni aparat, saj vemo, da začetni požar lahko pogasimo z gasilnim aparatom. Vsaka naslednja minuta terja cisterne vode in potem je požar velikih razsežnosti, ki nam da precej misliti. Torej, letala so namenjena takojšnjemu zatrtju morebitnega požara. Ključna razlika od tistega, kar smo imeli zdaj, ko nismo imeli letalske flote, in v bodoče, ko bomo to imeli, je, da bodo se letala odzivala hitro in da bodo takoj na požarišču. Kajti zdaj smo morali čakati kapacitete iz drugih držav, nekaj smo jih imeli tudi sami, seveda helikopterskih in tudi letalo Pilatus, pa vendar bo to letalo nosilo preko 3000 litrov vode in v okviru sistema bo lahko takoj stopilo v akcijo in takoj zatrlo požar. Gre za letos 2 letali, 2 dvosedežni letali, drugo leto pa dobimo še 2 enosedežni letali. Vesel sem, da bodo to letala, ti 2 letali, ki jih bomo dobili letos, predvidoma junija, bosta prišli direktno iz linije, bosta takoj tudi potem, ko bosta v Sloveniji, takoj po podpisu te pogodbe bomo začeli tudi z izobraževanjem, prešolanjem pilotov in takoj potem, ko bosta v Sloveniji, ju bomo tudi dali na teren, se pravi, bosta stacionirani v eni izmed letalskih baz, v času nevarnosti požara pa nekje na terenu, tam, kjer bosta lahko se najhitreje odzvali. Enota za gašenje bo posebna enota znotraj Uprave za zaščito in reševanje in letala bodo registrirana kot civilna. Vrednost pogodbe je 23, nekaj čez 23 milijonov z DDV in kot rečeno, danes se začenja nova doba boja z naravnimi katastrofami. Ta letala nam bodo omogočila, da bomo učinkoviti, da se bomo odzvali hitro, predvsem pa ne bomo prepuščeni na milost in nemilost drugim državam oziroma njihovi razpoložljivosti. Ne bodo pa ta letala samo za nas. Ta letala bomo dali tudi v skupno floto Evropske unije in bodo na voljo tudi za druga požarišča znotraj Evropske unije in bodo del celotnega sistema. Tako da Slovenija postaja tudi na tem področju močna sila, ki bo lahko pomagala tudi drugim, tako kot jim zdaj pomaga tudi s pehotnimi silami in z drugo tehniko. Hvala lepa, če bodo pa kakšna vprašanja, bom na nja tudi odgovoril. Hvala lepa, Mark Hidrik, Pop TV. Koliko časa mislite, da bo preteklo od dobave letal do uspešne prekvalifikacije pilotov, da bodo lahko tudi z letali upravljali, da bodo lahko res gasili? Ja, današnji podpis pogodbe je pogoj za to, da mi s tem šolanjem in prekvalifikacijo začnemo in to se bo zgodilo v dokaj kratkem času, tako da bodo letala
lahko hitro na razpolago in da bodo učinkovita. Me pa veseli, da Ministrstvo za obrambo štipendira tudi 20 pilotov in v letu 2023 bo šolanje zaključil eden, v letu 2024 trije, v letu 2025 9 in v letu 2026 7 pilotov. Seveda pa vabim vse zainteresirane, ki bi se radi izšolali za pilote, da štipendije so na voljo in kdor ima veselje do tega poklica, je seveda vabljen v naše vrste. Torej na začetku, če prav razumem, bodo avioni operativni že do poletja. To pomeni, da bo vojska posodila svoje pilote oziroma... Ja, seveda, v začetni fazi zagotovo, ker za to letalo potrebuješ usposobljenega pilota, potrebuješ pilota z izkušnjami in tako je bilo tudi planirano, da bi ta letala pilotirali sprva vojaški piloti, ki so takoj na voljo, v kasnejši fazi pa so seveda možne tudi kakšne druge rešitve, kajti cilj je, da letala čim prej spravimo v operativno uporabo. In kot sem rekel, današnji podpis pogodbe nam omogoča začetek prekvalifikacij in šolanja. Vlada je sprejela takrat sklep opcijsko do 6 letal, se pravi, da bi lahko leta 2025 dokupili še 2. Je to sploh še v igri, ali bomo prišli ostali? Ja, to je še vse v igri. Danes smo šele začeli, danes smo podpisali pogodbo in zagotovo je bilo takrat sklenjeno to zato, ker smo si dali maksimum, zato da potem nismo omejeni s kakršnimi koli kapacitetami. Kot sem pa rekel, letos prideta 2 letali, naslednje leto še 2, potem bomo pa videli, kakšne bodo potrebe, tudi kakšne bodo potrebe znotraj Evropske unije, ker bo Slovenija ta letala dajala seveda tudi v skupni mehanizem, če bo to potrebno, in zagotovo so vse opcije še odprte. Ja, letala bodo delovala čim bližje seveda območja, kjer je nevarnost teh gozdnih požarov v naravnem okolju in v času, ko ne bo požarov oziroma ko ne bo nevarnosti za požare, bodo stacionirana bodisi na Brniku, bodisi v Cerkljah ali kjerkoli. Ko pa bo ta nevarnost, bomo pa tudi določili lokacije, tako da bo odzivni čas čim bolj optimalen, da bodo letala lahko zletela čim prej, da bodo čim bližje. Letala bodo imela možnost polnjenja na tleh, se pravi sladko vodo, kar tudi ni zanemarljivo, ker morska slana voda tudi ni najboljša za okolje in smo gledali tudi na to komponento, in letala se bodo črpala, pač pristala na letališču, načrpala in šla takoj naprej v akcijo. Seveda pa pri tem ne smem pozabiti tudi modula za gašenje pri Spartanu, tam bo 8000 litrov vode in to bo še dodatna komponenta pri celotni obrambi iz zraka. Vsa ta letala pa bodo možnost imela črpati vodo na tleh. Je slučajno znano, kdo bo ta letala vzdrževal? To bomo vzpostavili celoten sistem. Gre za specifična znanja letalskih tehnikov, vojska te kapacitete ima in zagotovo bomo poskrbeli za vse to, da se bodo letala vzdrževala tako, kot je potrebno, se pravi pa vse tudi v dogovoru s proizvajalcem, da bodo letala vedno plovna in da bodo v optimalnem stanju. Smo še eno vprašanje. Rekli ste, da bojo stacionirana bodisi v Cerkljah, bodisi na Brniku, vključno s Spartanom. A to pomeni dogradnje nekih hangarjev, ker
najbrž zdaj hangarjev ni še za 5 avionov. Ja, vse to se bo v bodoče tudi uredilo, potrebno bo zagotoviti tudi streho nad glavo, če uporabim ta izraz, in vse to bomo v prihodnje tudi uredili. Kot sem rekel, postavljamo nov sistem, takega še nismo imeli in zagotovo, ko postavljaš nekaj novega, se vsak dan pojavi še tudi kakšna zadeva, na katero je treba misliti, vendar ja, zagotovili bomo, da bodo letala oskrbovana tako, kot je treba, da se ne bi zgodilo, da bi jih seveda s pompom pripeljali, potem bi pa ne bilo vzdrževano in vse tako, kot mora biti. Zato bomo za vse to poskrbeli in naše službe že intenzivno delajo na tem vprašanju in bomo zagotovili vse potrebno. Smemo vprašanje na drugo temo? Bi na koncu še zažel? Podobno. Jaz bi imel še eno vprašanje. Če sem vas zdaj razumel, modula za zajem vode se pravi, da bi letel neko jezero trenutno ni v igri? Tudi. Vse letala bodo imela tako plovce, kakor kolesa.